Mogoče vas bom razočaral z odgovorom. Najprej naj rečem, da sem bil najmlajši dekan na Filozofski fakulteti. Kar mnogim ni bilo pogodu, da en tak mulc, v narekovajih, postane kar naenkrat dekan in nadomesti oziroma se usede na stol, na katerem so sedeli prej mnogi pomembni profesorji, ustanovitelji raznih oddelkov, akademiki. Mi smo jim včasih tako malo za šalo, malo za reč rekli kronane glave. Malo drugače je bila pa družba, v kateri smo takrat živeli, tista mi je pa povzročala kar dosti težav. To je čas, ko je Jugoslavija razpadala. Starejši se bodo zagotovo spomnili, ko smo včasih rekli Cankarjevega doma, slovenske podpore stavkajočim knapom, rudarjem na Kosovu. To je bil čas, ko se ni čisto natančno vedelo, kam bo šla ta država. Na drugi strani pa je bil to pravzaprav lep čas. Čas odpiranja, čas sprejemanja raznih odločitev, tudi novih odločitev. Recimo, to je bil čas, ko smo podpisali protokol o sodelovanju med univerzo in med teološko fakulteto, ki je bila do takrat izključena iz univerzitetnega življenja. Pri svojem delu moram to posebej poudariti. Samo eno velikansko srečo. In to je, da sem bil obkrožen z odličnimi sodelavci. Bili smo si različni, do te mere različni, da je to vplivalo na korektnost našega sodelovanja. Ena sama stran ne more narediti veliko, da ne rečem nič. Za napredek ali pa za omilitev sta potrebna dva, oba, ki sta rivala. To rivalstvo je bilo v mojem času tako izrazito, do te mere, da so mnogi začeli razmišljati o razdelitvi univerze vsaj v dva dela. V naravoslovno-tehnični in humanistično-družboslovni. Ta ideja je bila živa, nikoli uresničena, ampak vendar je životarila. Fakulteta, ki je tako raznorodna, tudi pri nas, ki ima toliko strok, toliko znanstvenih ved, mora misliti enotno. Mora, ker če ne, razpada v drobce in to ni več fakulteta. To tudi ni več univerza. Po mojem času se razvila ideja, katere zagovornik jaz nisem, nikoli bil in tudi danes nisem. To je ideja bolonjskega študija, bolonjskega načina razmišljanja. Jaz sem prepričan, da je to korak v napačno smer, da to ni več univerza. Pustimo zdaj način študija, pustimo zdaj kompatibilnost. Vedno, kadar smo se pogovarjali na to temo, sem poudaril, kajti en od postulatov bolonjskega načina študija je izmenjava študentov, izmenjava profesorjev. Vse to smo že videli. Vse to je bilo tudi že v mojem času. Ne tako množično, ne tako finančno podprto, kot je recimo Erasmus, ampak je bilo največje priznanje, najbolj mi je pri srcu priznanje, ki ste mi ga dali študentje. Študentje ste mi dali priznanje za nadpovprečno pedagoško delo. To je bil moj cilj, ko sem prišel na fakulteto. To, kar si jaz predstavljam, da bi moralo biti pomembno v nadaljnjem razvoju univerze in fakultete, je svoboda raziskovanja, svoboda pedagoškega dela, svoboda univerzitetnega življenja. A veste, kaj smo včasih rekli, da je svoboda univerzitetnega življenja? To, da so študenti lahko prišli na predavanje in odšli med predavanje. Kaj je naloga študenta in kaj je njegovo najbolj pomembno delo? Da študira, da se uči, da pridobiva znanje. Ampak treba je pospeševati, treba je vplivati, treba je dati možnost študentom, ki to želijo, študentom, ki so nadpovprečni, študentom, ki imajo interes. Tukaj jaz vidim vpliv študentov. Mi smo imeli študentsko organizacijo. Moram reči, da sem jaz imel kot dekan zelo dobre odnose s študenti.
Moja vrata so bila vedno odprta in kadarkoli so želeli pogovor, so ga tudi dobili. Mislim, da manjka upoštevanje teh vrednot, ki smo jih v svoj čas imeli. Če tega ni, potem ni tistega duha, ki mu rečemo univerzitetna svoboda.